SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Pozdravljeni, dragi člani in članice SBC, še iz moje strani, spoštovani predsednik, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora Senata, spoštovani minister, župani ter predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Najprej pa iskrene čestitke ekipi SBC za tale izjemen dogodek. Ko v družbi najbolj uspešnih podjetnikov in menedžerjev iz tega velikega odra opazujem, kakšno ogromno število izjemnih posameznikov so uspeli zbrati v tej dvorani, moram reči, da sem res ponosna, da sem del tega združenja. Hkrati mi je pa malo žal, da še nisem uspela na tale trening javnega nastopanja, ki ga ponujajo v SBC-ju, in bom naslednjič to sigurno popravila. Ampak upam, da bo vseeno v redu. Kot rečeno, z mano na odru so vrhunski podjetniki, menedžerji, tukaj so z enim samim namenom, da poiščemo recept za uspešno Slovenijo. Najprej bi pogledali morda, kakšno je trenutno stanje, nato pa pogledali v prihodnost in skušali poiskati rešitev oziroma način, kako vse potenciale te naše lepe države povezati v zmagovito celoto. Pa kar začnimo z ustanovno članico SBC Metko Marovt iz skupine podjetij Marovt Group. Največje podjetje iz vaše skupine ima kar 50-letno tradicijo. Sodelujete z najbolj uspešnimi svetovnimi znamkami, kot so Mercedes, Daimler, Nissan, Audi, Volkswagen, beležite odlične rezultate. Ampak stanje v avtomobilski industriji trenutno pa je precej negotovo. Nam lahko poveste, gospa Marovt, kakšno je dejansko stanje in kaj vaše podjetje trenutno najbolj bremeni? Ja, naše največje proizvodno podjetje je že vrsto let vezano na avtomobilsko industrijo, kar precej. Moram reči, da trenutno se premium modeli naših kupcev, kot so Mercedes, AMG, BMW, Audi, še zelo dobro prodajajo, tako da prodaja še vedno teče. Je pa res, da se je z napovedjo e-mobilnosti v avtomobilski industriji zavedno kar veliko spremenilo. Na eni strani se je takoj ustavil razvoj motorjev in s tem povezano so se kapacitete tako pri proizvajalcih kot tudi v celotni dobaviteljski verigi zmanjšale. Moramo vedeti, da je slovensko gospodarstvo kar precej vezano na nemško avtomobilsko industrijo. Na drugi strani pa se ta vlaganja v e-mobilnost, ki so dejansko samo politična odločitev in manj ekonomska, vsi vemo, da subvencije nikoli niso prinesle trajnega razvoja in niso na razvojnih temeljih, se te investicije z nepričakovano manjšo prodajo električnih vozilov ne vračajo tako, kot bi se morala. Določene podjetja, ki so zelo veliko vlagala v to e-mobilnost, že beležijo manjše težave finančne. Da strnem, naše podjetje trenutno posluje še zelo dobro, je pa res, da verjetno temu botruje tudi naša odločitev izpred 2 let, da svoje razvojna sredstva ne bomo namenili samo proizvodnji izdelave komponent za električna vozila, ampak smo jih preusmerili tudi druge branže, s tem smo nekako odvisnost od avtomobilske industrije zmanjšali. Trenutno že proizvajamo komponente za letalsko industrijo, za medicino, energetske rešitve in ostalo. Tako da na dolgi rok se bo šele videlo, kako se bomo vozili v prihodnje, mi pa smo z manjšo previdnostjo rekli, da bomo počakali, pa da bomo videli, kam dejansko ta strategija sploh popelje. Najlepša hvala, Metka. Z nami pa je še en predstavnik avtomobilske industrije, gospod Igor Akrapovič. Vi ste praktično iz nič zgradili podjetje, ki je postalo tehnološki lider v svoji niši. Vaše podjetje mora stalno vlagati v razvoj. Kaj pa vi menite, kje imamo največ trenutno neizkoriščenega potenciala z vidika ravno spodbujanja tehnološkega razvoja in inovacij? Najprej bi pozdravil vse prisotne, gospoda ministra Hana. Predvsem, ker moram reči, da je on en redkih, ki je nam podjetnikom prisluhnil in kar nekaj časa smo pač delali na določenih izboljšanih trenutnih zakonov, ampak žal nekako nismo bili dokončno uspešni, tako da mogoče to za začetek. Kar se pa tiče razvoja, jaz sem pač pričakoval, da ta električna bodočnost v taki obliki, kot so si jo zamislili mogoče Evropejci pa še kakšni drugi narodi, seveda ne bo možna iz preprostih razlogov.
ker z neki poznavanja elektrotehnike, kemije, matematike pač hitro ugotoviš, da zadeva ne deluje. Avtomobili imajo prekratek range, dolge polnilne čase in dejansko jih kupci zavračajo in lahko povem, da velika podjetja, jih ne bom omenil, ampak recimo, da v 3 mesecih je eno veliko podjetje delalo samo 1 mesec, ostalo pa stoji in čaka na boljšo prihodnost, tako da jaz upam, da bodo pač politiki prišli k pameti in spremenili smer, ki je bila, kot kaže, pač napačna. Zdaj, kar se pa tiče nas, mi pa res izjemno veliko vlagamo v razvoj, sicer zgornjega segmenta in moram reči, kakorkoli se to sliši kot nekaj anahronizem, avtomobilistični del nam čedalje bolj raste, v nasprotju s pričakovanji, ker nekako se misli, bodo avtomobili šli dol, pa bo motorizem nastal. Trenutno je skoraj na 50% našega prometa. Zdaj mi imamo tudi to srečo, da dejansko so ta sintetična goriva dovoljena, ne, čeprav se pač bencin in nafta nekako ukinja in naše stranke, ki kupujejo avtomobile iz višjega cenovnega razreda, je to Porsche, Ferrari, Lamborghini ali pa ne vem, Mercedes, pač bojo plačale za liter goriva namesto 2 evra, 2,20 €, trenutno je cena sintetičnega goriva 4 evre, ne, in se zaradi tega seveda ne bojo kaj preveč dost, bom rekel, obremenjevali. Tako da jaz sem v tej smeri zelo optimističen. Res je pa treba ogromno vlagati, ker če želiš ostati na vrhu, je to bistveno teže, kot prideti na sam vrh. To jaz zmeraj razlagam, da je ta cikel vlaganj pravzaprav neskončen. Mi delamo preko 2, bom rekel, smeri. Ena je vlaganje v dirkalni oddelek, ki nas recimo stane na leto približno 7 milijonov in pač to je sponzorski del, ki se pa nekako pokriva s tem, da mi pač zapremo račune, s tem, ko računamo tem podjetjem razvoj, oni pa nam pač izstavijo fakturo za reklamiranje. Ostalih recimo 4 do 5 milijonov je pa porabljenih v razvojnem oddelku, kjer se pa razvija izpuhe za avtomobile in motocikle. Najlepša hvala. Z nami pa je še en član upravnega odbora, dr. Marko Bitenc. Ste kirurg in zelo uspešen podjetnik, lastnik enega izmed najbolj prepoznavnih uspešnih medicinskih centrov pri nas. Vi zagovarjate pogled, da kljub vsem izzivom našega javnega zdravstvenega sistema še vedno verjamete v obstoj in nujnost le-tega. Dejali ste tudi, da v Sloveniji ni in nikoli ne bo zdravje privilegij rezerviran le za elite. Vseeno kot uporabnica tega javnega zdravstvenega sistema pa imam kdaj občutek, da tisti, ki imajo denar, gredo privat, nekateri celo v tujino, ostali pa čakajo in obupujejo. Povejte nam, kako vi gledate na stanje zdravstvenega sistema pri nas? Ja, to je pa vprašanje, na katerega lahko odgovarjam 2 do 3 ure, a ne? Na kratko, ker kosilo ne sme zaradi nas zamujati. Še koga iz publike lahko, naprimer, povabim zraven, naprimer dr. Šumi, ne, ki je predsednik protikorupcijske komisije, bi mi lahko veliko pomagal pri temu. Dejansko bom začel z odgovorom na zgodovinsko-filozofskem nivoju, ker sta me k temu spodbudila povezovalca oziroma voditelja tega našega dogodka, ko sta omenila barona Žiga Zoisa. Baron Žiga Zois ni bil samo mecen umetnosti, ni bil samo za tiste čase industrialec, se vemo, da je obogatel s kopanjem železove rude, ampak kot aristokrat je bil v tistih časih nosilec razsvetljenske ideje na naših tleh, kar je zelo pomembno in je pomembno, da smo na njegovem bivšem terenu danes tukaj skupaj zbrani podjetniki, kajti če gledamo v zgodovino in jo pravilno interpretiramo, potem je to edini pravi učitelj za potrebne spremembe tudi v današnjem času. Namreč, kaj so bili razsvetljenci? Razsvetljenci so bili pogumni možje tistega časa,
ko so ugotovili, da mračnjaški srednji vek povzroča številne krivice, žrtve, predvsem pa neenakost in neenakopravnost med ljudmi. In Žiga Zois je bil baron, to se pravi bil aristokrat, pa se je kot razsvetljenec boril za meritokracijo, to se pravi ne, da je stan, v katerem se rodiš, pomemben za kakovost svojega življenja, ampak vložen trud in delo in lastne zasluge, kako živiš. Predvsem so pa razsvetljenci po mračnjaškem srednjem veku spodbujali kulturni dialog. V bistvu so bili utemeljitelji demokracije in demokracije, kot sem že lansko leto na tej konferenci govoril. Demokracija pomeni, da zagotavlja najpomembnejše sinergije v katerikoli socialni celici, če rečemo, da je socialna celica slovenska država, ob pogoju, da nasprotno svetovnonazorsko usmerjeni še posebej spoštujejo drug drugega. Se nikoli ne uničujejo, se ne žalijo, ampak s kulturnim dialogom gradijo boljše življenje za vse. Zakaj sem tako začel? Kajti zavestno 30 let imamo leve in desne vlade, državni del javnega zdravstva pa propada. Zdaj, izhodično je problem v definiciji javnega zdravstva. Javno zdravstvo definira zgolj ena edina stvar, da tisti, ki je socialno zavarovan, ki ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje pri nezavarovalnici, ampak pri javnem socialnem skladu, mora imeti zagotovljeno, da bo dobil kakovostno zdravstveno storitev v trenutku, ko jo potrebuje, in drugi pogoj je, tega ne sme plačati svojega žepa, oziroma mu ni potrebno plačati svojega žepa. Tisti, ki pa to zdravstveno storitev zagotavljajo, so pa lahko v lasti verskih institucij, naprimer imamo veliko v naši Avstriji, v Švici, v Nemčiji, imamo bolnišničnih zdravstvenih ustanov, ki so v lasti ali protestantskih cerkva ali katoliških cerkva, lahko so v lasti zdravnikov, lahko so v lasti zavarovalnic, lahko so pa tudi v državni lasti. To se pravi, mi v Sloveniji imamo krizo 30 let z državnim delom izvajalske strukture javnega zdravstva, ne glede na to, da mi kot davkoplačevalci, naprimer v zadnjih 5 letih vlagamo v to javno zavarovalnico 3 do 4 milijarde več kot prej, tega s tem denarjem ne dobimo tega, kar bi morali dobiti. In to je izhodiščni problem. In zdaj, če pogledam, ali pa če vas zanimajo tveganja za moje poslovno okolje v zdravstvu, to se pravi, sami iz svoje dejavnosti ali pa iz svojega žepa vlagamo v proizvodne zmogljivosti, hkrati, ko z ustrezno organizacijo, transparentnostjo in kakovostjo dela dvigujemo stalno produktivnost, zlasti v odvisnosti od tega, kakšne pogodbe nam zagotovi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo na namernoma, zelo nameren način strani določenih političnih skupin ožigosani, da smo zaslužkarji in da krademo denar. Še vedno boste videli informacije v javnih medijih, da je pobasal ta in ta zasebni izvajalec javne zdravstvene službe 1 500 000 v žep. In to vsi, ki v tem pišejo, točno vejo, da zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe, neodvisno od tega, ali si je državni, občinski ali pa zasebni lasti, dobimo plačane vsi po enaki in isti ceni, s to razliko, da zasebni del lahko dviguje produktivnost, državni del pa dobiva ta denar kljub temu, da niti še ni, naprimer, do današnjega dne dosegel produktivnosti izpred covidne dobe. Druga paralela je ta, ko imamo tukaj glih predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, vsi se boste spomnili, da dokler je bila njegova banka v državni lasti, smo jo, mislim, obdobno vsake do 4 do 5 let dokapitalizirali, ali pa vi boste boljš povedal, pač pomembno smo to banko, dokler je bila v večinski državni lasti, dokapitalizirati davkoplačevalci. Sami ste lahko iz medijev razbrali v prejšnjem tednu informacijo, da je naša največja zdravstvena ustanova, ki mora biti največja in najboljša, samo v času do avgusta tega leta pridelala 30 milijonov minusa, kljub temu rečemo, da ima 40% više cene, kot jih ima, naprimer, naša ustanova. To se pravi, dogajalo se bo isto približno kot v Novi Ljubljanski banki, dokler je v državni lasti,
Ne, da ustvarja dobiček. Tudi danes, ko ni več v državni lasti, zagotavlja verjetno še boljše bančne storitve, ampak ne obremenjuje več nas davkoplačevalcev z temi injekcijami. Tako da se vrnem nazaj, kaj omejuje Slovenijo za razliko od nas podjetnikov. Omejuje ta nestrpnost in stalna zavestna polarizacija naroda, ko se ena ali druga politična opcija v glavnem ukvarja sama seboj za doseganje kratkoročnih, ne samo političnih, ampak tudi eksistenčnih kapitalskih interesov, za narodov blagor pa je večini kar precej malo manj. Zato, ne glede na to, da smo imeli razsvetljensko idejo po mračnem srednjem veku, ni zgodovinskega obdobja človeštva na našem geopolitičnem področju, ko obdobno ne bi imeli enako mračnaških okoliščin, kot so bile v srednjem veku. In verjetno smo mi, klub slovenskih podjetnikov, tisti, ki bi morali v tem času prevzeti vlogo nosilca razsvetljenskih idej danes. Kajti, če so bili v mračnem srednjem veku razlogi za polarizacijo naroda ali vera ali pa pripado spremstvu ali pa navadni raji, smo mi zdaj v situaciji, ko je namerno ustvarjeno okolje, ko je pripadnost eni ali drugi politični ali pa svetovno-nazorski opciji tista, ki povzroča avtocenzuro pri izvajanju mnenj, ki ogroža eksistenco ne samo posameznikov, ampak številnih zlasti privatnih podjetjih, ki zagotavlja, da to, kot je naš predsednik uvodoma povedal, da po vsakih volitvah se menjajo uprave gospodarskih družb, ki so večinoma v državni lasti, menjajo se birokratski aparat, ki vodi državo in vse ostalo. Jaz jemljem za eno od pomembnejših nalog kluba slovenskih podjetnikov, da bi bili sposobni spreminjati odnose v javnosti, da bi bili nosilci razsvetljenskih idej v današnjem času. Hvala lepa, dr. Bitenc. Gospa Petre, vi ste direktorica podjetja Petre Šatori, ki ima prav tako zavidljivo 40-letno tradicijo. Obstajate še iz časa bivše Jugoslavije in od takrat do danes so se zadeve v poslovnem okolju že neštetokrat obrnile čisto na glavo. Če pogledate malo nazaj, v katerih časih je bilo za vas najlepše delati posel in zakaj? Torej, lep dober dan, sem počaščena v tem krogu vseh uspešnih poslovnežev in seveda verjetno je še kdo, ki je delal tudi v socializmu. Bilo je tak in tako vse predpisano, naročeno, prešteto in kaj izven teh okvirjev se ni dalo delati. Se pa je lepo delalo, umirjeno in moram reči, da za čase primerno. Seveda je zdaj naša firma tudi kljub temu, da je mala oziroma enostavna, bom rekla, ne posebno digitalizirana, pri nas je ogromno ročnega dela in bi poudarila seveda, da v vseh časih, v socialističnih in v teh, je fizično delo zelo pomembno. Torej, jaz sem zelo, zelo vesela, ko slišim napredek vseh ostalih, ampak v naši firmi se res ne da digitalizirati, torej programi že, ampak delo samo kot tako pa ostaja fizično in res mi je v ponos, da lahko povem, da se tudi s fizičnim delom da marsikaj uspeti in narediti. Najlepša hvala. Gospod Brodnjak, ste predsednik uprave skupine NLB Sistemsko pomembne banke, uspeli ste doseči izjemne rezultate, ki jih praktično noben ni pričakoval.
Pol leta nazaj, ko se je začel ta nek preliv bančne krize iz Amerike prihajati k nam, ste rekli, bodimo prosim mirni in ne povzročajmo po nepotrebnem panike. Danes se o krizi že kar malo bolj glasno govori, Nemčija v recesiji in podobno. Kaj menite, smo še lahko mirni ali smo že upravičeno malce zaskrbljeni? Torej najprej lep pozdrav vsem, sem res navdušen nad takim odzivom, malo celo treme, celo kaj drugače nimam. In če skušam zgraditi most zadnjih nekaj let, je moja družina obrtnikov in podjetnikov. V demografsko ogroženem območju skušamo zgraditi ekosistem, regijski ekosistem, kmetijsko industrijo, tako s kmetijsko proizvodnjo. Tako da je to nekaj, kar se mi zdi nas še posebej povezuje, imamo skupne interese. Torej razmere so v mednarodnem kontekstu zelo negotove in zahtevajo veliko odzivnost. Mene ni strah za slovenske podjetnike in gospodarstvenike, zato ker smo svojo odpornost in odzivnost pokazali skozi več kriz. Pa če smo morali preživeti razpad Jugoslavije, ki nam je praktično 80% trga čez noč odstranil, ali pa seveda potem veliko finančno krizo, smo zmogli z lastnim denarjem. Slovenija na nek način je sama sanirala. Tudi bančni sistem je bolj boleče, ampak ga je sama sanirala. In na drugi strani zdaj skozi zadnjo obdobje in koronskih nekih epidemičnih razmer, pa tudi zdaj teh negotovosti, imamo še vedno realno gospodarsko rast. Seveda se znižuje industrijski obseg na nek način, v veliki meri se znižuje tudi poraba energije, ampak v veliki meri je to povezano seveda s tem, da Evropska unija izgublja kompas in tu samo pritrjujem Igorju. Zadnjih 10 let Evropska unija absolutno v globalnem konkurenčnem kontekstu izgublja kompas. Zato se moramo nasloniti vse bolj na lastne roke, lastna ramena in lastne glave. Trdim zelo vehementno. V takih razmerah je ključna stvar mednarodna konkurenčnost in ključna stvar razmejevanje tveganja na način, da se zmanjšuje odvisnost Evropske unije. Če želimo zmanjševati odvisnost Evropske unije, potem moramo biti seveda konkurenčni tudi s Kitajci, tudi z Američani in tudi še s kom drugim. In kar mene pa izrazito začenja pa zdaj skrbeti, to me pa začenja skrbeti, iskreno, osebno skrbeti, da mi sprejemamo ukrepe v nasprotno smer. Imam dve tezi, več kot sem jih zdaj javno povedal. Majhno, odprto gospodarstvo preprosto mora biti mednarodno konkurenčno vsakokratno in vsakem trenutku. Druga teza, v bankocentričnem gospodarskem modelu so dobre banke in močne banke konkurenčna prednost, ne problem. Mi počnemo ukrepe, ki na eni strani zmanjšujejo potencialno mednarodno konkurenčnost in na drugi strani šibijo banke. Ne dajem vrednostni sodb, objektivno ugotavljam. Temu je tako. Z napovedanim zakonom o obnovi se počne natančno to. Mi imamo med najbolj obremenjenimi deli na svetu, če ni najbolj obremenjenimi, in ljudje, jaz ne vem, zakaj pri nas vsi diskurzi, javne diskusije končajo pri 5-kratniku, Lahovnikovem famoznem. Največjo vrednost ustvarjajo ljudje, ki zaslužijo 20-kratnike, ne 5-kratnike. Danes vi nimate informatika, ki ne želi imeti resnega informatika, ki ne želi imeti med 5 do 10 tisoč evrov neto plače. Neto. Pri tej plači neto je bruto obremenitev taka, da je na Hrvaškem neto pri istem brutu 30 do 50% višji. In prejšnji torek, to je za 6 dni nazaj, v sosednji dvorani tu zraven, je bil mlad mož, ki se po 7 letih, večjih letih, začel je slučajno v NLB delati, kot pripravnik, ampak za zadnjih 7 let prednje pa se idealistično vrnil domov, je bil pa glavni ekonomist Evropske banke za obnovo in razvoj za Balkan. In danes je predsednik Črne Gore. In v 20-minutnem govoru je predstavil vizijo in strategijo razvoja svoje države, da je meni šlo na oko. Od ponosa. Postavil je dve jasni vremenski obdobji, oziroma vremenski, črnogorsko, ne se. Časovni obdobji, 5-letka, pa zdaj to niso celična 5-letka, ampak v 5 letih Črna Gora želi v Evropsko unijo. Pika. Do leta 2026 sprejme vse ukrepe, 2027 leto ratifikacij, 2018 Evropska unija. In kjer me je zabolelo, res zabolelo, v 10 letih želi doseči razvoj Slovenije. In kako bo to dosegla? 6 do 7% gospodarsko rastjo in na nizu je 10 projektov, s katerimi bodo to dosegli. Pomembni infrastrukturni projekti, severna avtocesta proti Srbiji, povezava na Luko Bar, čemer bo Luka Bar eksplodirala.
to imenujejo kičma Crne Gore. Avtocestna povezava s Hrvaško in Albanijo so ruke Crne Gore. In energetski objekti imajo velika jezera in planine, ki se hitro vzpnejo ob teh jezerih, črpalne hidroelektrarne in druge hidroelektrarne, obnovljive vire, s katerimi bodo neto velik izvoznik elektrike. Ljudje, Črna Gora. Ne pogovarjamo se več, da nas ujemajo in prehitevajo Poljaki, Čehi in Slovaki. Pogovarjamo se, da nas prehitevajo Črnogorci. To več ni smešno. Zadeve so skrajno resne. Da se ne pogovarjamo o Srbiji in njihovi velikopoteznosti. Beograd danes je 1100 gradbišč. Četrtek sem bil na otvoritvi Sava centra, s katerim dobi Beograd 6000 kongresnih kapacitet. Leta 2027 imajo World Expo. Čez 10 let bo to mesto imelo 3 milijone prebivalcev. Skupno močjo, ki bo presegla kupno moč Slovenije. O čem se mi pogovarjamo? Hrvaška je sprejela množico ukrepov v zadnjih 5 letih, s katerimi je uvedla razvojno kapico, s posebnimi spodbudami za digitalne nomade, ne? In mi v Sloveniji slišimo, pa se nam gre dobro, zato ker smo agilni, odzivni, zato ker Igor živi 20 minut od hrvaške meje. Naš vinograd je 3 minute od hrvaške meje. Zagreb in Graz sta 50 km bliže od Ptuja kot Ljubljana, ljudje. Ptujčanom je Zagreb bližje in tudi Graz. Nehajmo se šaliti. Govorijo, ni problem odliv delovnih mest v tujino. Kdo nam odhaja? Dajmo pogledati, kdo nam odhaja. Kdo je teh samo par tisoč? Pa te smetana tega naroda. Ti nam odhajajo. 120 000 vikendic imamo Slovence na Hrvaškem. Vsi lahko tam firme registrirate. In jih tudi boste na neki točki. Zato, ker smo vsem homo economicusi. Ob vsej solidarnosti, ob vsem čutu za socialnost, ki jo Slovenci premoremo, so meje. Obstajajo meje, ko zahtevamo tudi na drugi strani nek servis za to, kar dajemo. Ne? In če se pogovarjamo, tu sem si celo mogel nekaj zapisati, par stvari, ne? V Sloveniji moramo razčistiti, preden začnemo se karkoli pogovarjati, enih par osnovnih terminov. Ne? Dr. Bitenc jih na nek način naslovil. Ne? Javno versus zasebno, to ni fenomen samo v zdravstvu, pri nas je javno proti zasebnemu boj med partizanstvom in obranstvom ljudje. Vse ista diskusija o šolstvu. Ali bomo dovolili privatne šole ali ne? Ali bomo jih financirali ali jih ne bomo? A je vse zveličavno samo javno? Jaz ves čas govorim, da potrebujemo absolutno oboje, zato ker je zasebno učinkovitostni korektiv javnemu, zato ker doktorji v zasebnem delajo krat 3, ne? Javno je pa seveda socialni korektiv zasebnemu, ker si pa nujno ne more zasebnega privoščiti, ne? Seveda pa, če je javno zdravstvo ustrezno koncipirano, je popolnoma vseeno, kdo je izvajalec. Pomeni, da dobiš storitev, a ni tako. Ki je z javne blagajne plačana? Kdo pa izvede, je pa popolnoma vseeno. To je javno zdravstvo. Ne pa, da mora državni bolnici nekdo biti zaposlen. Pa 65 dni dopusta, pa svoje izobraževanje mu država plača, ita pa dela pa podne vemo kje. Vse imamo vsi te osebne izkušnje. Vse nimamo takega sistema, kot mislimo, da ga imamo. In se popolnoma strinjam, da bo razpadel, kot je, ker ne pripoznamo realnosti. Ne? Tako kot so zablode z e-mobilnostjo, popolna zabloda, ker je to fizikalno nemogoče. Fizikalne omejitve so za električna vozila, ker v julijski soboti, ko pride 50 000 Nemcev v Liko, ne, rabite na vsaki pumpi nuklearno elektrarno, ne, da lahko to nafilate. Fizikalne omejitve, ljudje, pazite, no nehajmo se šaliti. Zabloda, zato Toyota ne gre v elektriko. Jaz vozim Toyota, ker spoštujem firmo kot globalnega giganta, ki ve, kaj dela, edina. Ki ve, kaj dela. Nemci so rekli, mi bomo delali samo še električne avtomobile. Dajte, no, zdaj pa zapirajo izmene, Volkswagen. Pa delajo bencince na polno nazaj. Je logično, ker je fizikalno nemogoče. Ista zabloda je ne nuklearni energiji. Ista evropska zabloda. Popolna zabloda. Nemogoče, ljudje, mi smo tretje najbolj industrializirano ali četrto v Evropi gospodarstvo. Mi rabimo energijo v pasu 24 ur na dan. Ne moramo je soncem proizvajati. Maja letos je bilo 3 tedne zapored dež. Ni take baterije in hranilnika. Ni, ne obstaja. Kaj to zaprli fabrike ali kaj? Če bo krizna situacija, ko bomo seveda morali računati na solidarnost v Evropski uniji, bomo dobili to solidarnost. Ne vemo. Se ne vemo, za božjo voljo.
Ali bomo dobili ali ne bomo dobili? Smo suverena država ali nismo? Smo suveren narod ali nismo? Če ne se reči preheftajmo, ne, Južni Avstrija, kaj Južna Štajerska, pa Južna Kranjska, ne vem, ne, mislim, zadeve postajajo skrajno resne. Skrajno resne. Čas je, da se glave strnejo in se odločimo, ali je zasebno, ne, potrebno ali ni. Nujno je, ne potrebno. Nujno. Druga teza. A je uspeh nekaj dobrega ali je uspeh nekaj slabega? To ves čas govorim v zadnjem obdobju. Ker mi smo zavistni do onemoglosti. Mi smo uspešni, vem, zavistni. Ne športnikom. Ni problema, da bo Dončić prvi milijarder slovenski športni. Pa zdaj, ko smo veseli, ko je Rogla podpisal, da bo lahko šel na tur, ne? Njemu privoščimo 6 milijonov na leto ali 5,5, ne? Ampak podjetnikom, gospodarstvenim, menedžerjem, ne. Tu čez garaže zgradijo, švasa je svoje aspuhe, pa ne postanejo globalen brand, so tajkuni. In jih tako črnimo v javnosti. Zdaj to nikamor ne vodi, od njega se moramo tja hoditi, mu klanjati se in se učiti. Če smem, mogoče... Zaključil bom, se opravičujem. Torej, odgovor je, da ne moremo biti več tako mirni, ne? Gospa Marot, vi ste se pravkar vrnili iz Amerike, kjer je vaše podjetje že prisotno. Želite si tja še bolj aktivno vstopiti? Tudi vaša hčerka je tam zaključila študij. Kako pa tam gledajo na podjetnike, kar je ravno omenil gospod Brodnjak? Kako se država obnaša do njih, kako jih suportira? Pa mogoče najprej, no, kak je sentiment tam? So pozitivni, kakšni so obeti? Ja, kot razstavljalci na sejmu v Las Vegasu, tam sta bila 2 sejma, Apex in SEMA, smo ugotovili, da tam se nihče na nič ne ozira. Vzdušje je zelo optimistično. Definitivno moram pa najprej povedati, da najlepši del obiska je bil, ko sem zapuščala Jocovo roleto s pozitivnim izkupičkom. Čestitke. Joc, hvala, tvoji avtomati so najbolj priljubljeni in zelo obiskani. Dejansko pa naše podjetje je v bistvu z ZDA-jem že od, ne vem, 10-20 let nazaj bilo povezano. Vsi vemo, da tam je Ford, GM, Chrysler, tako da mi smo vedno tja izvažali, pred desetletjem celo več kot 50%. Selitvi avtomobilske industrije proti Mehiki se je vsako leto ta odstotek zmanjšal. Zdaj pa se dejansko vračamo z manjšimi koraki na to tržišče. Seveda odločitev k temu je pripomogla hčera, ki je zaključila tam študij in je ena tistih mladih, ki je Blaž rekel, da nekako se ne vidi v Sloveniji. Tam dejansko vse deluje drugače in njej kar nekaj ni logičnih stvari in jih doma pač zdaj v tem času, ko je v Sloveniji, pojasnjujemo, da tak pač žal je tu in da vsi upamo, da enkrat bo drugače. Utrip v ZDA je zelo optimističen, nihče se ne ukvarja z ogljično nevtralnostjo, zelenim prehodom. Tam je energetska strategija popolnoma jasna, ne tako kot v našem podjetju v lanskem letu, ko smo na hitro mogli investirati in si postaviti hranilnik, da smo sploh lahko preživeli ta nihanja od 100 do 800 za megavatno uro. Dejansko tam nikogar ne motijo ptiči in se nihče ne vpraša, ali vetrne elektrarne lahko delujejo, ali so ptiči ogroženi. In vsi vejo, da se za svoj obstoj morajo boriti sami. Tam ni socialnih prispevkov, sociale, nihče nobenih podpor ne bo dobil, kdor ne bo delal, ne bo preživel. Delo je cenjeno, ne tako kot pri nas, več zaslužiš, več plačuješ. In mladi tam čisto drugače razmišljajo. Vedno bolj se sprašujem, kaj bo Evropi še sploh ostalo. V bistvu Evropa je bila znana pod tehnološkim razvoju, po najboljši strojegradnji, po najboljših avtomobilih, navtična industrija je bila močna. Danes smo ta podjetja prodali večinoma Kitajcem. Z uvedbo IT tehnologij, družbenih omrežij, ki pa imajo korenine v Ameriki, pa se mi zdi nekako, da se Evropa ukvarja samo še z okoljem. Da ne bo pomote, tudi to more biti dobro in vse, ampak kdo bo ustvarjal dobrine, ki jih mi vsi potrebujemo?
Skratka, v Združenih državah Amerike se nihče ne obremenjuje z zakonodajo, ta ostaja enako, ne glede na to, kdo zmaga na volitvah, ali demokrati ali republikanci. Prostorski plani so jasni, energetska strategija je jasna, zdravstvo moraš delati, da si ga lahko privoščiš. Tam imajo podjetniki prepričanje, da jim država ne bo veliko pomagala, a na drugi strani jih tudi ne bo omejevala in jim preprečevala njihov poslovni uspeh. Vsi vedo, da toliko kot bojo delali, toliko kot bojo vztrajni, tako bojo živeli. In to si sama želim tudi za Slovenijo. Gospa Petre, vi se ukvarjate prav tako v bistvu z gradbeništvom, gradite velike skladiščne hale. Slišali smo v Beogradu ogromno število gradbišč, napredek. Kaj bi se v Sloveniji moralo spremeniti na tem področju, da bi tudi mi spet gradili, prosperirali? Kaj menite? Naši produkti torej so enostavni objekti in teh težav pri naših produktih ni, ker so po evropskem standardu, ki poenostavlja postopke. Sicer pa tudi iz lastnih izkušenj je zelo, zelo moteče, morda kdaj tudi boleče za nas podjetnike, da ti lahko en sosed ovira gradnjo objekta, kakršnega koli že, morda je celo sosed tvoj kmet, pa ti ne dovoli, da zgradiš nek objekt. Torej, sigurno odnosi, seveda zakonodaja, ne. Jaz mislim, da je res škoda, da čakaš 2 leti na neko gradnjo zaradi enega kvadratnega ali pa 20 kvadratnih metrov zemlje. Hvala lepa. Prej ste mogoče omenili še to fizično, ročno delo, a ne? Govorili smo o težavah pri pridobivanju IT-evcev in podobno. Kaj pa, vem, da se mnogi soočajo tudi s to težavo, no, da sploh med mladimi ni interesa za fizično delo, ali pa tisti, ki že pridejo, imajo malce drugačen odnos do dela, kot ste ga morda vi vajeni v vaši 40-letni tradiciji, a ne? Kakšne imate izkušnje na področju fizičnega dela, pa kaj morda svetujete našim institucijam, da bodo mladi prišli v vaša podjetja bolje pripravljeni? Torej, mi imamo srečo, da živimo na periferiji, torej skoraj na vasi. Najbolj prizadevni in najboljši delavci so kmetje. Tudi kmetje, ki imajo doma v hlevu morda 100 glav živine, zjutraj uredi vse v hlevu, potem pa pride k nam in gre na montažo, kamorkoli je že potrebno. Jaz mislim, da je delo razvrednoteno in da bi tudi to temo bilo potrebno resno začeti poudarjati že v šolah, že pri vzgoji, ker delo bo za večno ostalo. Brez fizičnega dela vseeno ne moremo vsega uspeti in narediti. In sigurno je treba začeti že v šolah in ceniti fizične delavce, jih spoštovati, imeti rad in se ukvarjati z njimi. To je tudi moje poslanstvo in moje delo, da resnično rada sem z ljudmi, ki fizično delajo. Super, najlepša hvala. Doktor Bitenc, kaj pa pomanjkanje zdravnikov, medicinskih sester, problem, ki se vleče že par let. Kaj menite, da so 3 ključni ukrepi, ki jih mora naše zdravstvo sprejeti? No, najprej bom rekel, da pol ni naključje, da mi dva skupaj sediva, da pa soseda, ker jaz sem kirurg in sem tudi fizični delavec. V glavnem, kadar sem v svoji delavnici, ki se reče operacijska dvorana, je to 10 do 12 ur na nogah, z roka v prisiljeni drži in vse ostalo. Zdaj, jaz ne delim mnenja splošnega v naši javnosti, ne, da so čakalne dobe rezultat pomanjkanja zdravnikov. Ne.
so rezultat tega, da ni več opolnomočenosti zdravnika kot državljana, da bi lahko tudi na drug način kot javni uslužbenec upravljal svoje dejavnosti. Ne. Ključna napaka je bila, pa ni napaka, ampak ko smo mi prevzeli evropski pravni red, kjer velja delovni čas javnih uslužbencev, imamo mi tudi v zakonu o delovnih razmerjih določen delovni čas javnih uslužbencev, in če sem jaz, ki sem bil še v Jugoslaviji, rečemo še specializant in zdravnik, pri nas ni bilo, mi smo delali vsak mesec redno delo, pa še 10 do 12 dežurstev, to se pravi, smo mi 3-krat presegali določilo Evropske direktive o delovnem času ali pa naše. Skratka, tako kot je povedal tudi gospod Brodnjak, pa gospa Marolt, cela Evropa gre s to poudarjeno socialo ob dejstvu, da smo preselili proizvodnjo blaga in storitev, ampak predvsem blaga v tujino, nam zmanjkuje denarja za zagotavljanje. Nimamo pa problem s pomanjkanjem. Jaz sem prepričan in v glavnem zdravniki, ki imajo 6-letni študij, pa še 6 let specializacije, vsi specialisti so lačni dela. Potem pridejo v praktično edino možno karierno pot javnega uslužbenca s to zakonodajo in so lačni dela, ampak so spet odvisni od upravljavca tega državnega dela javnega zdravstva, ne samo na najvišjem, tudi na medzo nivoju, ki niso sposobni organizirati dela, da bi oni lahko dali sebe. Naprimer, jaz vam povem še iz svojih izkušenj, pa zdaj vem, ko hodijo tudi naši specializanti na kroženja v državne ustanove, tam poteka tako, da če so na programu naprimer 3 operacije, pa se bo druga zavlekla, pa je še 3. na vrsti, potem se pri takimi tihimi mehanizmi od strežnice do sestre anesteziologa dela vse, da bo 3. odpadla, ker ob 3 je treba iti pač domov. In to je storitvena dejavnost, ki bi jo rečemo o povečanju deleža podjetnikov kot izvajalske strukture, tudi outsourcene državnim zavodom, lahko produktivno skod dvigu, da bi imeli mi naenkrat, naprimer, preveč zdravnikov. Jaz, ki imam omejene zmogljivosti, imam v vrsti zdravnike, ki čakajo, da bi lahko prišli delati, ne zaradi zaslužka, ampak zato, ker imajo bolnike, ki jih nimajo pač kaj obravnavati, ker se dela pač od 7 do 3, ampak to je samo ena taka. Tako da to pomanjkanje zdravnikov je v veliki meri tudi rezultat vsega tega, kar so prehodniki govorili. Nismo več konkurenčni, vsi so javni službenci, vsi imajo dopuste, vsi imajo plačo, ki je relativno visoka, glede na to, kaj jim management omogoči potem, da naredijo, čeprav bi radi delali. Kar se pa tiče uvažanja zdravnikov, smo podobno v približno popolnoma isti situaciji kot pri IT-jevcih. K nam pridejo, rečemo, zlasti iz republik bivše, iz držav bivše Jugoslavije, zdravniki samo kot odskočna deska, da pridejo do naše licence, ki je evropska in se potem zelo hitro preselijo. Naprimer, srbski zdravniki, za srbske zdravnike, specialiste smo že popolnoma nezanimivi. Ali zaradi plač na položaju javnega uslužbenca, ali pa zaradi raznih birokratskih omejitev, da bi začeli privatno prakso. In vsi ti odhodi, rečemo, iz terciarne ustanove, kardiologov, srčnih kirurgov naših in tujih, ki so bili pri nas, so rezultat IT-jevskega sindroma, neto plač na prvem mestu, na drugem mestu pa seveda tudi samo okolje in tako. Javna hiša je pač javna hiša, vemo, kaj to pomeni. Jaz rečem javnemu zavodu, javna hiša je pač javna hiša in posledično je vse to. Tako da jaz sem prepričan, če grem spet nazaj, zakaj smo podjetniki uspešni, pa Slovenija ni uspešna. Jaz sem prepričan, da je podjetništvo in razsvetljenstvo danes. Če bi mi v čim več segmentov naše družbe, tudi javnih funkcij, če bi v upravljanje javnih funkcij, javnih nalog uvedli podjetniško miselnost, kjer bi se menedžerji na najnižjem pa najvišjem nivoju ukvarjali s prihodki in odhodki, poskrbijo, da bojo lahko čim boljš plačali te visoko usposobljene kadre, neto, pa čim manj bruto, potem jaz mislim, da mi problema ne bomo imeli. Ampak je to glavnje izvorno, je to problem tekmovanja med politike ene in druge opcije za medsebojno nagajanje, kdo bo boljši, kdo bo slabši. Jaz mislim, da moramo to nekako preseči. Jaz vidim tole jedro, tukaj mislim, da je danes 500 obiskovalcev,
če bo teh 500 obiskovalcev zdaj en teden v vseh svojih socialnih celicah govorili o sporočilih, ki so jih danes tukaj slišali, ne, bo iz teh 500 radili 50 000, pa iz 50 000 150 000 in mogoče bomo nekega dne kratkoročno sposobni tako prosvetliti, izobraziti volilno telo, da bodo šli voliti tistega, ki bo dejansko nekaj ponudil, ne pa tistega, ki bo nasprotje tistega, ki je bil pred njim. In tega mi rabimo in mi rabimo kot majhna družba, a ne, z majhnim bazenom potencialov tudi za vodenje države. Mi moramo biti sposobni preseči te delitve in imeti 2 do 3 mandate, neko veliko koalicijo in levih in desnih, a ne. Mislim, da prave desnice mi sploh še nimamo, ker imamo samo dialoško, ampak prave konzervativne podjetniške stranke, ki se ne bi ukvarjala s cerkvijo, domobranci pa partizani, ampak samo z vitko državo je sploh še nimamo. Nimamo je zato, ker je še mi industrialci nismo nikoli sfinancirali, pa ne v okviru kluba SBC, ampak širše. In želim si, da bi imeli ene 2-3 mandate, eno veliko koalicijo, rečemo socialdemokratov kot velike stranke, neke prave konzervativne stranke, ki bi prisluhnila našim idejam, predvsem pa izkušnjam iz prakse, kako se dviga produktivnost, kako se niža davke, kako se veša neto plačo in kako se gradi močen srednji razred. Brez močnega srednjega razreda, ki troši, a ne, in ki polni državni proračun v glavnem z DDV-jem in brez števila dobičkonosnih gospodarskih subjektov, ki plačujejo davek na dobiček, socialne države brez zaslužnevanja v obliki jemanja kreditov, a ne, ni. A ne. In jaz verjamem in sem danes kar precej optimističen, da tako močno jedro lahko začne neko tako razsvetljenstvo danes za slovensko družbo, ne za nas. Najlepša hvala. Gospod Akrapovič, morda bi se samo navezala še eno kratko vprašanje. Imeli ste par zanimivih iniciativ, ki ste jih predlagali. Ena je bila javno-zasebno partnerstvo pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Nam lahko poveste kaj več o tem? Smo kaj napredovali? Čisto na kratko, prosim. Ja, lahko. Dejansko mi kar zelo aktivno delamo. Bom rekel, v tej skupini sem jaz, Jurek Knez in pa gospod Šimonka. Recimo, da smo že dobili tudi pravno zastopanje od ene naše pravnice iz Anglije, ki bo pripravila neke predloge, kako bi šli v ta projekt. Mi si želimo, da se odloča o tem, a bi v Sloveniji imeli jedrsko elektrarno ali ne, čim prej ali takoj, mogoče naslednje leto, ko bodo evropske volitve, in da se ne čaka še 4 leta, zato ker dejansko, če bomo čakali 4 leta, to pomeni vsaj 10 let zamika gradnje, ker bo pred nas stopilo ogromno drugih držav, ki so se zavedali, da je pač pot, ki se je obrali v Nemčiji, se pravi v desno žilo, ne vem, plin, levo solarni paneli in vetrnice, pot v katastrofo. Poljaki so to začeli že zidati in tudi dejansko te zadeve, ki jih poslušam, kako bi rabili, ne vem, 20-25 let, da bomo se zidali jedrske elektrarne, da se bo to vse speljalo. Lahko vam povem, da se v Emiratih v 6 letih naredili 3. 1700 megavatne, delali so Korejci, nobenih zamud ni bilo, nobenih težav, nobenih dodatnih stroškov, mogoče bi se lahko mi kaj od njih naučili. To se pravi, prepričan sem, da je jedrsko elektrarno treba postaviti in nehati z to norostjo, ki zdaj traja, in postavljanje vse mogočih solarnih sistemov, kombiniranih z baterijami, ker drugače seveda ne gre, ali pa vetrnic, ker na koncu to tudi ni trajnostno. Mi moramo vedeti, da in solarni paneli in vetrnice po 20 letih, da jih je treba zamenjati. In če vetrnica zelo konkretno po Evropi že zelo jih menjajo in če jih pogledate, ne vem, te 80-metrski
kosi iz steklenih vlaken in epoksija razžagani in zakopani v zemljo, epoksij bo čez 80 do 100 let razpadel in ostala bodo steklena vlakna, ki bodo šla v podtalnico, o tem seveda nihče ne razmišlja. Mogoče bodo naši zanamci študirali, kam so to zakopali in odkopavali ven. Dejansko na majhnem prostoru narediti jedrsko elektrarno, ki je edina učinkovita investicija za naš prostor, ki bo imela tudi bistveno nižjo ceno elektrike, kot jo ima kombinacija ali solarne ali vetrne z baterijami. Tukaj govorimo o ceni, ne vem, 70-80 evrov za megavat, vse ostale kombinacije so bistveno dražje. In to, da odhaja iz Slovenije težka industrija, recimo zaprli smo proizvodnjo primarnega aluminija, jeklarna pač na Jesenicah je ogrožena, ker bomo to pač vse uvažali od nekje, ker mogoče trikrat bolj onesnažuje, ker to vse skupaj deluje v glavnem na termoelektrarne, tako kot v Indiji, na Kitajskem, pa nas to seveda nič ne moti, ker ni to pri nas. Cene seveda ne bomo mogli kontrolirati in postali bomo čedalje bolj nekonkurenčni, kar smo že zdaj v tem trenutku. Hvala lepa. Za konec pa bi vsakega od vas prosila, če nam lahko res v stavku ali dveh, na kratko, poveste, kakšno Slovenijo si želite videti leta 2030. Pa če začnemo mogoče kar z vami, gospod Akrapovič. No, jaz želim predvsem, da podjetniki stopimo naprej in dejansko imam občutek, da smo v neki defenzivi. Zadnjih 10 let pravzaprav opažam, da več ne morem povedati tega, kar mislim in moram razmišljati, kako bom to nekako prilagodil situaciji, ker smo pač napadani, bom rekel, z vseh strani, ker podjetništvo ni pozitivna vrednota in to se bo absolutno moglo spremeniti. Bom pa uporabil še dve krilatice, ki smo jih imeli v Jugoslaviji, ker so bile zelo popularne. Kdor ne dela, naj ne je, pa delu čast in oblast. To glede na prejšnje govorce, ki so še majčkeno z teh časov, tega se zelo dobro spomnimo. Današnji, bom rekel, ultralevi pa tega ne vidijo tako. Oni niso za to, kdor ne dela, naj ne je. Te krilatice so njim tuje. Oni razmišljajo popolnoma drugače. Hvala lepa. Jaz bi mogoče sam dodala, gospod Akrapovič, jaz mislim, da med mladimi je podjetništvo ful dobro razvita vrednota, to dokazuje, da jih je danes z nami več kot 100 in tudi jaz, ko se ukvarjam s kadri, z mladimi, zelo velikih vleče v podjetništvo, tako da vsaj to je pozitivno. Ja, samo upamo vsi, da nam ne bojo pobegnili, ker ta exodus, ki se dogaja, je prehud in dejansko te visoko usposobljeni kadri, pa tukaj lahko govorimo od doktorjev do inženirjev, pač odhajajo ven. In Slovenija bo osiromašena. Tukaj je treba narediti nekaj in to takoj. Strenjam. Doktor Bitenc, vizija Slovenije 2030. Vizija. Bom kratek, ali? Ja, odprto, prijazno, tolerantno in bogato. Gospa Petre. Torej, jaz še bom dodala en rek iz Jugoslavije, v slogi je moč. In mislim, da zelo, zelo pomembno je res videti poslovneže, podjetnike takole v velikem številu in da držimo vsi skupaj. To je edina šansa držati skupaj, pa se res ne kregati, rečemo Savinjčani. Samo to rabimo. Jaz vidim, da smo si vsi bolj kot ne enotni. Tudi sama si želim, da bi Slovenija ostala razvita gospodarska država.
Danes nismo nič govorili o šolskem sistemu, definitivno je treba popolnoma prenoviti vsebine, ki jih otroci danes se učijo v šoli, že sploh niso več aktualne. Dajmo jih naučiti, da je delo vrednota. To je največ, kar se mi zdi, da mladim zdaj manjka. Poleg tega pa si želim, ne smemo dovoliti, da nas delijo na leve in desne, na bogate in revne. Stopimo skupaj za dobrobit Slovenije. Najlepša hvala. Gospod Brodnjak, če smem za vas pa malo drugačno vprašanje. Koliko časa imam? Bernarda pa Boštjan že čakata, tako da slišali smo... To je pa kratko vprašanje. Slišali smo, kaj si želijo naši člani. Mislim, da se vsi strinjamo z njimi, a ne? Zdaj, vi ste profesionalni menedžer, a ne? Nam lahko podate akcijski načrt v 3 točkah. Kaj moramo narediti, da bomo to dosegli? V 3 ni mogoče, lahko dam 5. Zato, ker prvo je kljub vsemu čustveno poenotenje okrog 3 stvari. Da kapital ni nekaj slabega, ampak je vsaj približno dobrega, da uspeh ni nekaj slabega, ampak je nekaj dobrega, ne? In da smo tako majhni, da nas je komaj skupaj z eno dobro kvalitetno garnituro. Se pravi, želim si črno-rdečo koalicijo v naslednjih 10 let. Zdaj, kdo je to na črni strani in kdo je to na rdeči strani, se ne zmenijo, naj se med seboj ne žalijo in se ne dogovorijo okrog skupnega imenovalca. Če pa želimo seveda doseči to, kar smo slišali, in ostati svetilnik za Črno Goro, ne pa da gledajo nazaj na nas, potem bomo pa morali absolutno poseči zelo aktivno v določene, ne bom jih imenoval reforme, ampak spremembe. In sicer morali bomo razbremeniti delo, brez diskusije. Dajmo se dogovoriti, tako to ravnotežiti s sorazmernim, dogovorjenim obdavčitvijo premoženja. So žepki. So Airbnb, so prazna stanovanja, je veliko premoženja, ki se ga lahko obdavči drugače in je neobdavčeno v tem trenutku. Zgraditi moramo nadgrajen drugi in uvesti 3. pokojninski steber. Zdaj imamo polno zaposlenost in Matjaž ve, koliko se vlaga vsako leto iz budžeta v pokojninsko blagajno. Pa imamo polno zaposlenost. Kaj če bomo imeli razmere kot leta 2015, ko je bilo 143 tisoč brezposelnih, to je kar 3. Kako bomo to financirali? Odkot? Se pravi, mi moramo dejansko poseči v ta pokojninski sistem, s čimer bomo pa seveda pripeljali tudi institucionalne investitorje, slovenske pokojninske sklade. Mene najbolj srce boli, da so drugi največji lastniki za Republiko Slovenijo, naše banke, hrvaški pokojninski skladi. Kje so slovenski pokojninski skladi? Kje smo mi, Slovenke in Slovenci? Nas ni. In zato rabimo pokojninsko, spremembe pokojninskega sistema. In izobraževanje, tretja, ki je kritična, zdravstvo je treba samo učinkovitostno posanirati, kar se mene tiče. Uvesti centralni procurement, pa KPI-je, da si delajo v obeh stebrih, zasebnem in javnem. Izobraževalni sistem je pa akuten problem. Je pa res akuten problem. Ne bodo se selili slovenski možgani ven, podjetja ven, samo zato, ker bo tu nestimulativno davčno okolje, ampak zato, ker tu ne bomo imeli talentov. Zato, ker v tem trenutku rabimo več kot 10 tisoč, govori se o 16 tisoč informatikih v Sloveniji, proizvedemo jih 300, govori pa se celo, da bo zmanjšal program na 250. Srbija jih proizvede 12 tisoč, v enem letu smo na NLB v Srbiji zaposlili 100 informatikov, v Sloveniji pa 3. In to so najbolj plačana, najkakovostnejša delovna mesta, ki razvijajo naša podjetja. To je izjemno boleče. Se pravi, če na kratko povzamem, uravnotežena odločitev, moramo se o tem dogovoriti, potem, ko se najprej dogovorimo, da potrebujemo kapital, da bomo lahko solidarni in socialni, in da je uspeh dober, potem seveda poseči absolutno pokojninski sistem, da bomo gradili slovenske multinacionalke, moj cilj 2030, 5 IPO-jev z vaše strani, 5 prvih javnih delniških ponudb za vzvodenje vaše rasti, da boste postali močne slovenske multinacionalke. Hvala. Kaj bomo rekli, izziv sprejet, 5 IPO-jev, čez koliko let? 2030. Hvala lepa vsem gostom za vaše ideje, energijo, rešitve. Upam, da naslednje leto, ko se ponovno srečamo na festivalu podjetništva, bomo že korak bliže v uresničevanju te lepe vizije. Hvala. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.